Dober dan. Danes je tak poseben dan. Pri Celjski Mohorjevi družbi predstavljamo eno knjigo, ki smo se je vse leto zelo veselili in smo sedaj z njo tudi zelo zadovoljni in na njo ponosni. In sicer Leto okusov z Valentinom Vodnikom, avtorja, urednika, organizatorja, zbiralca, doktorja Janeza Bogataja, ki ga tudi prisrčno pozdravljam v naši sredi. Danes bi 145. rojstni dan praznoval Franc Ksaver Meško, ki je bil več kot 60 let povezan tudi z Mohorjevo družbo in katerega izbrane spise letos pripravljamo tudi v redni zbirki, ki jo bomo sredi naslednjega meseca predstavili. Danes pa 90 let praznuje tudi naš častni član, gospod dr. Jože Maček. Tako začenjam dan z eno kroniko, tudi zaradi tega, ker je knjiga posvečena pravzaprav Valentinu Vodniku. Celo leto je posvečeno spominu na Valentina Vodnika ob 200-letnici njegove smrti in pa seveda ob 220-letnici izida njegovih kuharskih bukev, ki veljajo za prvo slovensko kuharsko knjigo. Ampak da preveč informacij ne odzamem naši urednici Mateji Kvartič Dolinšek, njej in sogovorniku danes, ki bosta predstavila tako Vodnika kot knjigo in vse delo, ki se je okrog nje zvrstilo, predajam besedo, predvsem pa pozdravljam med nami tudi vse tiste, upam, da je še kdo razen enega gostinca, ki sem ga že pozdravila, ki ste pri knjigi tudi sodelovali. Kaj ne rečem, okusno, dopolnjeno vsem skupaj. Hvala. Pozdravljeni še z moje strani. Letos mineva 200 let od smrti Valentina Vodnika in pa 220 let od izida njegovih kuharskih bukev. Faksimile kuharskih bukev je Mohorjeva izdala že leta 2011. Tokrat pa bralcem ponujamo knjižni in kulinarični projekt, s katerim bomo skupaj z Valentinom Vodnikom sedli za mizo. Moj današnji sogovornik je profesor dr. Janez Bogataj, doktor etnoloških znanosti in profesor zgodovine umetnosti. Od leta 2011 upokojeni redni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki se pri raziskovalnem delu posveča vprašanjem kulturne dediščine in sodobnega načina življenja v slovenskem kulturnem prostoru. Ste avtor več kot 80 knjig, številnih razprav, znanstvenih, strokovnih, poljudnih člankov. Vaša dela so prevedena v tuje jezike, izšla so tudi pri tujih založbah. Skupaj s sodelavci ste leta 2006 pripravili strategijo gastronomije ter določili 24 gastronomskih regij Slovenije. Ste tudi prejemnik reda za zasluge Republike Slovenije. Pa mogoče začnemo kar s samim Valentinom Vodnikom. Kot smo omenili, sta dve pomembni obletnici letos. Zakaj sta ti dve obletnici za Slovence tako pomembni? Kakšen pomen imajo kuharske bukve za slovenski jezik, pa mogoče kaj malega o Vodniku. Ja, hvala lepa, spoštovane in spoštovani. A to deluje, ki se pa želijo. Najprej hvala založbi za to, da je knjigo izdala. Hvala vsem, ki so sooblikovali to knjigo, se pravi zlasti kuharskim mojstrom in kuharski mojstrici, ki je danes med nami, fotografu, oblikovalki in odlični tiskarni, ki je delo res odlično natisnila, zaradi tega, ker fotografije hrane so včasih kar problematične. Gospa direktorica je na začetku omenila, da je danes rojstni dan Ksaverja Meška. Zdaj spomnim en draven detajl. Ni bilo niti eno leto po propadu Avstro-Ogrske in vstopu v kraljevino
Srbov, Hrvatov in Slovencev, ko je pisatelj Finžgar, ki je seveda tudi zelo pomemben za zgodovino Bonhorjeve družbe, šel na obisk k Ksaverju Mešku v Slovenj Gradec. In v Slovenj Gradcu so kljub temu, da smo že bili v Jugoslaviji, še vedno prodajali razglednice, na katerih je pisal Vindišgrad skoraj. In Finžgar je to grozno zmotil in je svoji sestrični kupil eno razglednico, ne, in je tako z eno tako zelo odločno črto tisti Vindišgrad prečrtal in napisal z njegovo pisavo Slovenj Gradec. To je tak droben dokument, ne, recimo se zdaj spomnim na to, ko ste omenila Ksaverja Meška. Sicer pa se vrnimo k Valentinu Vodniku. Zdaj seveda, zakaj je prišlo pravzaprav do te knjige? V Sloveniji pogostokrat nergajo ljudje, češ, kaj bomo pa mi z našo prehransko dediščino, ne? To je zgolj neko muzeologiranje in tako naprej. Ne? Pred leti mi je prišla v roko odlična knjiga enega največjih svetovnih kuharjev, Hestona Blumenthala, ki je bil mimogrede enkrat tudi v Sloveniji, je prišel gledati, kako polhe pripravljamo. No, in je napisal eno svojo zadnjo knjigo z naslovom Historik. Ta knjiga je, v tej knjigi je predstavil značilne recepte od 13. do 19. stoletja, najprej na historičen način, potem pa na njegov sodobno interpretiran način. In sem rekel, zakaj pa ne bi tudi v slovenski kulinariki enkrat imeli ene knjige, ki bi temeljila na starih, zgodovinskih, če tako rečem, receptih, in bi jo ponudili v veliko sodobni podobi. Tudi na letošnjem knjižnem sejmu v Frankfurtu je bilo veliko število knjig, ki govorijo ravno v tej smeri. Se pravi, so nekateri historični recepti interpretirani na sodobni način. In seveda prva kuharska knjiga v slovenskem jeziku Valentina Vodnika je bila seveda kot nalašč za to, da ponudimo to knjigo tudi v eni taki sodobni različici. Zato sem šel iskat, da bomo kakšne slike imeli še zadnje. Se pravi, to je avtor prve kuharske knjige v slovenskem jeziku, Valentin Vodnik, njegova rojstna hiša v Šiški, v Ljubljani, še vedno stoji. Zdaj rečemo pri kamniti mizi. Zgleda približno takole, z vsemi spomeniško-varstvenimi zahtevami. In pa mogoče malo manj znana fotografija, to je dvorec Selo. Na tem mestu danes stoji bolnišnica Petra Držaja in tista bela črta tam zadaj, ki gre proti Šmarni gori, je Celovška cesta. Tako da zanimivo malo za vse, ki ste Ljubljančani. In še eno stvar bi omenil, tukaj v prvem planu sta dva bajerja. Če natančno pogledamo, to so bili bajerji graščine Selo, tukaj so imeli polno rac in tudi Vodnik v tistem svojem rokopisnem življenjepisu piše, kako so kot otroci te race tam preganjali in se podili za njimi. Tako da, to je to. Seveda Vodnika poznamo kot enega zgodnejših slovenskih pesnikov, zdaj so literarni zgodovinarji seveda ugotovili, da ni bil Vodnik tisti, ki je bil prvi slovenski pesnik. Pesmi za pokušino so seveda nastale pod vplivom Zoisa, kot vemo, tudi tukaj ni brez vzroka motiv Slapa Savice in pa Zadnji Triglav, ker je pač hodil Vodnik Zoisu, ko je bil v Koprivniku za župnika, znana pesem iz te zbirke Zadovoljni kranc. Potem seveda avtor, Vodnik prvega slovenskega časnika, Ljubljanske novice. Če niste tega časnika kdaj še imeli v rokah ali pa videli, to je približno takole velika zadeva kot format razglednice, recimo,
No, ampak poleg tega, da je bil izdajatelj in pisec teh Ljubljanskih novic, je ena velika posebnost tudi ta, da je to prvi primer objave reklam. On je tudi na zadnji strani reklame objavljal, ne, se pravi oglase, pravzaprav ne reklame, oglase. No, izdajal je tudi koledar oziroma veliko in tudi malo pratiko. Seveda tukaj ni šlo samo za naštevanje in za nizanje dnevov in praznikov, ampak je vedno tudi pri vsakem mesecu kakšen pregovor napisan ali pa kakšne druge zanimivosti. Spomenik Valentinu Vodniku je bil odkrit veliko kasneje po njegovi smrti, stoji še vedno na istem mestu kot danes, s tem, da je ta fotografija en lep dokument časa, se pravi, te hiše na levi strani ni več, una zadej, tam pa stoji znamenita stavba Kanarček, se pravi, kjer je uredništvo časnika Dnevnik. Še en posnetek iz stare Ljubljane z Vodnikovim spomenikom. Vodnik je bil dokaj popularen med Ljubljančani in tudi med Slovenci in je kar nekaj obeležij bilo sicer vsa po njegovi smrti. Poleg tega spomenika seveda je še spominska plošča na Koprivniku, eno lepo, bi rekel, kamnoseško delo, kjer je bil za župnika in sicer je bil na Koprivniku ravno v času, ko je zbiral gradivo za kuharske bukve, se pravi prvo kuharsko knjigo v slovenskem jeziku. To ni prva slovenska kuharica, ampak prva kuharica v slovenskem jeziku. En posnetek, dokaj bi rekel nepoznan. Pred dobrim letom je bila odkrita ta fotografija in sicer udeleženci odkritja te spominske plošče na Koprivniku v Bohinju in tukaj vidimo recimo od takih znanih osebnosti pisatelja Finžgarja, še vsega mladostnega, ki je bil takrat seveda kaplan v Bohinjski Bistrici. Pa še cela vrsta profesorjev iz Ljubljane in pa študentov, ki so prišli na odkritje te spominske plošče. Potem, kot sem že omenil, njegova rojstna hiša je pač ohranjena v neki interpretirani obliki s to kamnito mizo, ki je novejšega datuma, to ni originalna kamnita miza iz starih fotografij, se da razbrati, da je ta miza nekoliko drugačna, prej izgledala plošča nad to mizo in pa mogoče še en primer, ki sicer Vodnikovi verzi na obelisku v počastitev Napoleona in Ilirskih provinc. Izjemno zanimivo, zlasti tale verz, mislim, ja, je tukaj. Korintu so rekli helensko oko, Ilirija, prstan, Evropi ni bo. Tukaj bom povedal pa en zanimiv detajl. Pred leti, ko je bila svetovna razstava Expo, smo predlagali organizatorjem, da bi bilo neko primerno darilo, ki bi ga vsi, ki bi prišli v slovenski paviljon, dobili ali pa kupili za €1, da bi bil prstan, slovenski, evropski prstan. In uradnica na ministrstvu mi je rekla, kakšen prstan pa mislite? Sem rekel, ja, to se pa še nismo odločili, ali bo smaragdi ali rubini. Seveda iz tega ni bilo potem nič, ampak kadar vidim ta verz, se vedno spomnim na to zadevo. No in končno še Vodnik je pokopan na Ljubljanskem navju, se pravi na ostanku nekdanjega mestnega pokopališča. Prekrasen spomenik, ki so mu lani obnovili napis. Sicer pa letos
ni gorela nobena sveča tukaj ob njegovi 200-letnici njegove smrti. Tudi nobena gostinska šola verjetno ni naredila ekskurzije do tega spomenika in počastila spomin na velikega pesnika in seveda avtorja prve knjige, kuharske knjige v slovenskem jeziku, ki jo je seveda sestavil tako, da je iz različnih nemških in delno francoskih, tudi angleških virov prevedel nekatere jedi. Kajti vodnik je bil z eno nogo, kot temu lahko rečemo, še razsvetljenec, z drugo nogo je že stopil v romantiko. In kot razsvetljenec seveda je skušal delovati v tej smeri, da je ljudi izobraževal. V različnih smerih. On ni napisal samo prve kuharske knjige v slovenskem jeziku, bil je tudi avtor prvega priročnika za babištvo, se pravi priročnika za rojevanje. Malo je navadno, da je to moški napisal, ker vemo, da so v starih časih predno so začeli šolati medicinske sestre, pa babice sploh. Recimo moja prababica je bila ena prvih šolanih babic v Ljubljani, ampak je imela enega nezakonskega sina, ki je bil krščen, kajti nezakonske otroke ponavadi niso krstili. In zakaj je bil krščen? Zaradi tega, ker so rekli, ja, je morala imeti lastno izkušnjo, da je lahko pomagala pri porodih. Skratka, zelo zanimiv detajl. No, tako izgledajo, kar nadaljujemo, naslovnica kuharskih bukov. In kot vidite, piše kuharske bukve iz nemškega preslovenil od VV. Zato smo tudi naslov v naši knjigi dali leto okusov z VV. Se pravi, leto okusov z Valentinom Vodnikov. Na levi strani pa ena simpatična grafika, ene kranice v takratnem oblačilnem videzu, ki pripravlja eno testeno nadevano jed, ki bi jo Vodnik imenoval Bandelc ali Modelc, se pravi neka jed, za katero seveda točno ne vemo pravzaprav, katera je. Vidimo pa, da gre za jed, ki je podobna bila v tem času tudi drugod po Evropi. Vidimo tega kuharja, to je pač iz enega nemškega likovnega dela vzeto. Vidimo neke vrste velik krapec ali žepek iz testa z ustreznim nadevom, to, kar poznamo še danes v slovenski kuhinji, recimo rateške krape, gorenjske špresove krape, dovške krape, kobariške štruklje, recimo, ki se ne imenujejo krape, ampak štruklji, pa niso štruklji, ampak so žepi in tako naprej. Jasno, knjiga je pisana še v bohoričici. Vodnik je v bistvu največja zasluga Vodnika, to, kar je prej urednica v vprašanju izpostavila, je predvsem terminološka. Vodnik je pokazal, da je bil slovenski jezik v tistem času zmožen označiti večino ali pa skoraj več kot 90% vseh kulinaričnih pojmov, ki so jih poznali takratni veliki svetovni, če temu, ali pa evropski jeziki. Seveda nekatere besede so zelo nenavadne, je bilo zelo težko ugotoviti, ko smo delali te stvari, kaj pomenijo. Recimo rdeče grozdiče omenja. Jaz sem več čas mislil, da so to jagode rdečega grozdja, na kar se je skazalo, da je to ribes in tako naprej. Ampak takih primerov je razmeroma malo in Vodnik zelo lepo tam v svojem uvodu, ki se bere tako, kot bi ga danes napisal, piše, kaj bi tujcu beračil, saj je slovenski jezik dovolj zmožen. Tako da je eno veliko opozorilo tudi današnjemu spakovanju gostincev,
ki avtomatistično prevzemajo in nasilno Slovenijo neke angleške ali pa francoske besede, a ne, recimo poširanje, a ne, je že ena taka beseda in še kaj drugega. No, seveda pri pripravah na to knjigo je bilo treba izvesti za določene jedi tudi cel postopek, kako je ta jed približno izgledala. Recimo, jaz sem prinesel eno tako študijsko risbo pokazati za Rapuncelovo solato, ne, to se pravi za Motovilčevo solato, je bilo treba najprej narediti rekonstrukcijsko risbo, potem so nekatere gostinske hiše, ki so sodelovale, so najprej tradicionalno jed pripravile, a ne, se pravi, tako kot naj bi